predstavitvi naslednjega referata, kolegico Mojco Štor, ki sicer nam bo predstavila pogled v bodočnost in obupen, ki se dašli na vse pogled, da bomo v bodočnosti pomankanje lasta v času prve in druge svetovne vojne, da se prav spet se bomo preselili v krizne vojne čase. Zdaj, hvala, pozdravljeni. Stane Krašovec je v knjigi Človeštvo kruh Lakoda leta 1970 zapisal. V prvem glasu o grozečem pomanjkanju nastane panika in začne se zbiranje zalog za vsako ceno ter prikrivanje blaga. To povzroči splošno draginjo, ki poslabša položaj daleč bolj, kot je res. Ljudje prodajajo kos za kosom svoje imetje. Na koncu je to že vse, kar se da žvečiti. Dobršen del dneva in največ pogovorov posvečajo iskanju hrane, le ta obvlada vso miselnost in duševnost. Ko sem se pred leti ukvarjala z Ljubljano v času druge svetovne vojne, sem prišla do spoznanja, da so bili strah, panika, pomanjkanje, lakota vsakodnevna stalnica. Ko je bila razpisana tema za današnji oziroma ta simpozij, sem se odločila, da bom podobno študijo poskusila narediti tudi za Ljubljano v času prve svetovne vojne, seveda s poudarkom na preskrbi prebivalstva z živili. Tako bo prvi del mojega današnjega referata poskušal odstreti položaj Ljubljane pred začetkom prve in druge vojne, priprave na obe vojni, sistem preskrbe, organizacijo preskrbe v obeh vojnah. Drugi del referata pa v drugem delu bom pa poskušala odstreti stisko posameznika, govorili bomo o tem, kaj so najbolj pogrešali, o čem so največ govorili, kako so si poskušali pomagati. Torej, pred začetkom prve svetovne vojne je Ljubljana kot glavno deželno mesto štela okrog 40.000 prebivalcev, od teh se jih je zgolj s kmetijstvom ukvarjalo slabih 2–3%. Pri čemer mestna občina Ljubljanska ni posvečala večje pozornosti ne kmetijstvu v mestu, ne kmetijski proizvodnji v okolici mesta. Preskrba Ljubljane, predvsem zelenjavo, sadjem, moko, mlekom, je bila skoraj povsem odvisna prav od zaledja oziroma od dnevnega odnašanja živil v mesto, ki ni imelo ne večjih skladišč, ne hladilnic. Pobude, da bi MOL ustanovila lastna moderna podjetja, ki bi seveda olajšala oskrbo mesta, je župan Hribar zavrnil kot rezultat neresnega demagoštva. Ko je bilo leta 1912 tudi v Ljubljani čutiti strah zaradi vojne med Turčjo in Italijo in so po izbruhu vojne na Balkanu meseca oktobra modne v trgovini in prometu v Avstro-Ogrski monarhiji povzročile gospodarsko krizo, se je draginjski odsek, ustanovljen zaradi naraščajoče draginje 4 leta predtem, reorganiziral v odsek za preskrbo mesta, aprovizacijski odsek oziroma APOD. Ena njegovih najpomembnejših nalog je bila nadzor nad tržnimi cenami najvažnejših živil, da bi vsaj ta ostala dostopna vsem slojem prebivalstva. Kljub aktivnostim odseka so cene kazale tendenco stalnega naraščanja. Seveda so cene rasle tudi tistim produktom, ki so beležili dobro ali celo zelo dobro letino. Ljubljana je, kar se tiče draginje, prehitela tudi Gradec. Pred začetkom vojne tako mesto nikakor ni bilo v zavidljivem položaju. Citiram, gospodarski položaj je v Ljubljani vpričal vsestranske trajne draginje naravnost obupen za vse sloje. Vsako gospodinstvo mora biti trpko, varčno. Vse posod je padla v Ljubljani standard of life, dostikrat naravnost pod vsak ugled dotičnega stanu. Kljub temu, da se je v letih pred vojno prebivalstvo povečalo, tudi občuten padec konzuma v najboljših živih, Ljubljančani užival manj moke oziroma kruha, manj mesa, manj zabeljene hrane. Konec navedka. Po začetku velike vojne je Dunaj z maksimiranjem cen čakal do začetka decembra leta 2014, ko
pa določil najvišje cene za najosnovnejša živila, najprej žito in moko, kasneje tudi za krompir in drugo. Kljub temu so se cene samo še dvigale. Junija 1915 so bile v primerjavi z julijem 14 višje že za 33%, junija 16 pa že za 61%. Zaradi špekulacij, da bo vojna trajala kvečemu kakšno leto, zaradi koncentracije v vojno industrijo in oboroževalnih naporov je Dunaj zapostavljal organizacijo preskrbe civilnega prebivalstva. Ljubljanska mestna občina je 3. avgusta 14 izvolila permanentni oziroma stalni odsek za aprovizacijo mesta. Mestna občina je bila zadolžena za subvencioniranje živil po znižanih cenah, mestna aprovizacija pa za preskrbo brezposelnih njihovih družin in pa družin z nizkimi dohodki. Kljub trudu je v Ljubljani živil primanjkovalo že leta 1915. Da je vojna preskrba določala ritem vsakodnevnega življenja, ilustrira tudi tehniški zapis Frana Milčinskega. Citiram: in gospodje, ki se prej niso brigali za domače gospodinstvo in gospodarstvo, so se zdaj skrbno obveščali, kje se da dobiti moka, sladkor, mast in kam je treba iti po nakaznice za to ali drugo blago. Zaradi slabih letin 1912, neprav dobre 13 in 14, ter posledično kopičanja žita pri manjšini in rasti njegove cene, je bilo najprej treba omogočiti dostop do hrane tudi finančno šibkejšim slojem. Poraba krušne moke in kruha je bila racionirana. Od aprila leta 15 jo je bilo mogoče kupovati le z nakaznicami. Uporabljati so smeli mešanico koruzno-pšenične moke, kruh pečen iz takšne moke pa so imenovali karbojni kruh. Kmalu zatem, maja 1915, je Apot odprl prvo tako imenovano vojno prodajalno, v začetku leta 16 pa tudi aprovizacijsko pekarno, ki pa seveda nista ostali osamljeni. Ljubljansko prebivalstvo je tako začelo dobivati relativno dobra živila po nakupni ceni, ki je bila od 20 pa kar do 50% nižja kot tržna cena. Na Dunajski cesti, o tem bo verjetno kasneje govorila kolegica Dunja, pa je začela obratovati tudi ljubljanska mestna kuhinja za reveže. Poleg pomanjkanja moke se je v letu 1915 pokazalo hudo pomanjkanje mleka in ostalih živil, mesa, sladkorja, maščob, krompirja. Tudi za nakup teh živil so bile uvedene omejitve s kartami in brezmesnimi deli. Racioniranje je veljalo za vse prebivalce, živilske karte pa je prejelo le nekmečko prebivalstvo. Pomanjkanje se je nadaljevalo seveda tudi v letu 16, poročilo odseka za aprovizacijo, ki ga je podal njen predsednik dr. Twiler, se je glasilo, da je cela tozadevna preskrba nezadostna in pomanjkljiva. Poudaril je tudi, citiram, da mesto stoji brez živil tik pred lakoto. V letu 16 je tudi v bolje stoječih družinah jedilnik postal skromnejši. Citiram, naš jedilni list postaja vedno preprostejši. Danes opoldne juha, krompir v krhlih s čebulo in zelena solata s prav malo olja. Od leta 17 mestna aprovizacija ni več dobivala kontingentov, ki so ji pripadali. Še huje pa je bilo naslednje leto, ko je mestna aprovizacija, ki je v začetku vojne skrbela za najbolj ubožne, leta 18 pa kar za 20.000 oseb, to pomeni skoraj polovico prebivalcev mesta, ostajala povsem posamljena. Citiram, pisarimo, vrzojavimo in kričimo. Ali slavna centrala v planki glase nas ne vidi vredne niti odgovora. Obrnili smo se do deželne vlade, ki se je končno odločila, ker postala na Dunaj jokal telegram. Ali mislite, da urad sploh odgovori? Konec citata. Ker mestna aprovizacija zalog ni imela, promet z okolico pa je bil čedalje bolj moten, je mesto ostalo skoraj brez masti, mleka, krompirja. Lep odraz je ljubljanska tržnica, ki je, citiram, ostala prazna. Danes je bilo na prodaj lipovo cvetje, drugega skoraj nič. In še en navedek, danes še peteršilja ni bilo na trgu. Ženi od shujšanja prsta uhaja z prsta. Leta 18 je bilo pomanjkanje živil že tolikšno, da so živilske karte vedno bolj izgubljale svoj pomen, vse bolj pa je cvetela trgovina na črno, ki za večino zaradi zelo visokih cen ni bila pravi naslov.
Ljubljana se je soočila z lakoto. V drugi polovici 30. let 20. stoletja so se evropske države, ki so se zaradi strahu pred nemško politiko in morebitnim vojaškim napadom ter slabih izkušenj iz Prve svetovne vojne, ko so bile pomanjkljivo preskrbljene z živežem, začele organizirano pripravljati na vojne razmere. Tudi pri nas, ko se je ravno začelo okrevanje po veliki gospodarski krizi, je bilo uvedeno tako imenovano uravnavano dirigirano gospodarstvo. Formiran je bil Banovitski prehranjevalni zavod za Slovenijo, ki je skrbel za enotno organizacijo preskrbe prebivalstva z življenjskimi potrebščinami. Kljub temu je bilo v Ljubljani, takrat prestolnici Banovine, ki je štela 80.000 prebivalcev, od katerih pa se je zgolj s kmetijstvom ukvarjalo le nekaj 100, že pred okupacijo čutiti hudo draginjo in tudi že pomanjkanje. Zaradi slabe letine je bila velika skrb glede pšenice, zato so oblasti že konec leta 40 ukazali, da je kruh poimenovan enotni oziroma ljudski, potrebno peči iz mešanice pšenične in koruzne moke. S 1. februarjem 1941 pa so bile v Dravski Banovini uvedene karte za kruh in moko. V njih so imele pravico seveda osebe brez zemlje in tiste osebe, ki so imele v lasti le toliko zemlje, da zanje niso bile obvezane plačevati državnega zemljiškega davka. Po začetku druge svetovne vojne na naših tleh je bila glede preskrbe v zelo kritičnem položaju predvsem Ljubljana, ker je bilo mesto zaradi posledic vojaških operacij odrezano od pokrajine in zaradi nove državne meje tudi od svojega neposrednega zaledja na severu, od katerega je bila odvisna glede preskrbe z zelenjavo, sadjem, mlekom in moko, so morali prebivalci do junija, ko je bil železniški promet ponovno vzpostavljen, živeti od skromnih zalog. Italijanske oblasti so živilske nakaznice uvedle že junija 1941, najprej so bili racionirani krušna moka, testenine, riž, sredi julija 1941 je sledilo racioniranje maščob in sladkorja, omejena je bila tudi poraba mesa in krompirja. Aprila 1942 je sledila še racionirana prodaja mleka. Po izolaciji Ljubljane žico februarja 1942 so se razmere v mestu še poslabšale. Ljubljančani so vse več osnovnih živil lahko kupili le s kartami, količina tega blaga pa se je praktično iz mesec v mesec spreminjala, seveda nižala, cene so bile pa vse višje. Ko od konca leta 1944 nakupi v Italiji in drugih državah niso bili več mogoči, saj je železniški promet zaradi stalnih zračnih napadov skoraj popolnoma ohromel, je Ljubljana ostala vezana samo na hrano, ki jo je uspela pridelati sama. In tako so zadnji meseci vojne v mestu, ki so ga domačini poimenovali kar Revnograd, potekali v znamenju lakote. Zgovorna slika slabih razmer je bila spet med drugim tudi ljubljanska tržnica. Vsak dan je na dnevnem redu prodaja kislega zelja, odnosno kisle repe. V sredo je bilo na trgu mnogo regreda in pa mnogo svežih pokljuv. Zdaj pa prehajam na drugi del referata na položaj posameznika in njegovo stisko v boju s pomanjkanjem in lakoto. O moki in kruhu je bilo na simpoziju in v mojem referatu že kar nekaj povedanega, a vseeno ima bom naklonila še nekaj pozornosti, sploh glede na to, da ste bila osnovno živilo in sta kot taka v dnevniških zapisih in pa v spominih še kako prisotna. Za obe vojni so si značilni številni prvič podobni citati o pomanjkanju kruha in pa boju zanj, navajam, ne dobi se ne moke, ne kruha. Redarji gonijo ljudi iz predvojne prodajalne. Ljudstvo je razjarjeno. In drugi citat, nestrpna množica je ob besedi kruh pozabila na ljudi okoli sebe in včasih povzročila pravo tragedijo, ki, kot se je to dogodilo v nesrečnem dečku, ki so mu najprej zlomili roko in ga tako pregazili, da je kasneje revež umrl za poškodbami. In drugič, citati oziroma pritožbe čez kruh. Kruh iz vojne muke je tako nizek in razpadljiv, sodeč po tem, da škripke med zubmi je gotovo tudi pesek vmes. Naslednji, kruh je grenak in težak kakor cent, nekaj jih je zato že zbolelo. In še zadnji citat, kruh ni več kruh, na katerega smo bili navajeni, pravijo, da je kakor beton in da razpada. Glede na povedano se samo od sebe seveda postavi vprašanje, kaj in kako sploh kuhati.
V periodičnem tisku iz obdobja druge svetovne vojne je bilo precej vrstic namenjenih tako imenovani zdravi prehrani. Prvi in najpomembnejši napotek se je seveda glasil, je skromno in malo. Kljub temu so ljudje v vojni posegli po živilih, ki jih v obdobju miru niso pripravljeni, na primer meso odsluženih vojaških konj in tudi meso mačk in psov. Recepti v časopisih in kuharskih knjigah s času primernimi recepti so priporočali predvsem zelenjavo, ki je nastopala kot samostojna jed, na primer zelenjavna žolca ali pa zelenjavni golaž. Zato zelo so tudi priporočali pripravo krompirja in fižola. Citiram, krompir s peci je prav okusen brez vsake zavere in nadomestuje kruh. Kuhanega fižola daj otrokom, par pesti namesto kruha, jedo ga prav radi. Konec citata. Predvsem v obeh vojnah so številni tudi recepti, ki so vabili k pripravi jedi iz riža in testenin. In seveda tudi s polente, kot je bilo danes že omenjeno. Prebivalce so učila spodbujala k nabiranju in pripravi divjih rastlin in njihovih plodov. Gob, kostanja, kopriv, regrada, preslice. Zanimiv in žalosten hkrati je recept za pripravo juhe iz kislice. 2 pesti obrane kislice zrežemo na tanke rezine ter damo na maščobi s čebulo in česnom dušiti za nekaj minut. V sklopu samopomoči je za obe vojni značilna obdelava vrtov, njiv, parkov širom mesta. Tudi, citiram, ob sodišču 4-krat toliko, kakor prvo leto, za sodiščem vsa ledina, pod Tivoli, v Sobronek, pod baldahinom in višji deli ob progi. Za čas vojne je seveda značilna tudi reja malih živali, predvsem zajcev in kokoši, in romanje z nahrbtniki po živež na deželo, ki so ga poimenovali kar nahrbtništvo. Prva in druga svetovna vojna sta imeli za zdravje Ljubljančanov podobne posledice. Od leta 15 je začelo hitro padati število rojstev, naraščalo pa je število umrlih otrok. Mestni fizik je v poročilu napisal, da je zato kriva nepravilna in nezadostna hrana, ki je oslabila odpornost telesa in postala tako zelo usodna za otroke. Splošna umrljivost je leta 18 narasla za 18,1 promilov, medtem ko je bila v zadnjem 5-letju pred vojno 14,9 promilov. V zadnjih letih vojne je tuberkuloza presegla vse druge po svojih žrtvah. Leta 18 je umrlo 161 Ljubljančanov, to pomeni, da je od vseh umrlih skoraj vsak 6. podlegel prav tej bolezni. Tudi v drugi svetovni vojni je fizik zabeležil podhranjenost pri mnogih otrocih in tudi mladostnikih, poročal je o tipičnih posledicah pomanjkanja pri odraslih. Izpostavil je hujšanje, slabokrvnost, živčno izčrpanost, neprestano utrujenost in pa seveda tudi oslabljeno srce. Posledice hudega pomanjkanja so se odražale v številu tuberkuloznih obolenj, ki se je grozeče dvigalo od leta 41 do leta 45 kar za 300%. In ne, medicina kljub tihim željam marsikoga in glasnemu razmišljanju Frana Milčinskega ali ne bi kazalo, da je zdravstvena oblast ljudi cepila zoper lakoto, takega cepiva žal ni poznala. Kljub opisanemu položaju Ljubljani v obeh svetovnih vojnah so njeni prebivalci veliko darovali tudi za prehrano revnejših slojev mesta, predvsem za družine padlih vojakov, begunce, ki jih je bilo v času prve in druge svetovne vojne v mestu več tisoč, pa tudi za vojsko. V prvi vojni se je namreč od prav vsakega civilista pričakovalo, da bo po svojih najboljših močeh pomagal tistim, ki so svoja življenja tvegali za domovino. Da so se Ljubljančani tega držali, kažejo zahvale v dnevnem časopisju, med drugim v Slovencu 2. avgusta leta 15. Mesto se je namreč zahvalil armadni poveljnik Svetozar Gorojevič, saj je ljubljansko prebivalstvo darovalo kar 7000 vreč blaga za vojake v Soči. Za zaključek bi le še strnila svoje ugotovitve. Prvič, gospodarske priprave na obe vojni so se konec koncev izkazale za nezadostne, čeprav je pripravami na prvo in drugo vojno zaznati razlike. Gospodarska priprava na prvo vojno se je izkazala za nefokusirano, prepočasno, premalo aktivno, neodzivno in skrajno nezadostno v vseh državah, tudi pri nas, medtem ko so se zaradi slabih izkušenj iz prve svetovne vojne priprave na drugo začele prej in so potekale bolj sistematično.
V obeh primerih pa so bili prebivalci ne zaradi draginje, temveč tudi zaradi pomanjkanja določenih živil primorani k varčevanju in vsaj delno spremenjenemu, seveda skromnejšemu načinu prehranjevanja. Drugič, po uvedbi vojnega gospodarstva je položaj v Ljubljani ostajal nestabilen. Omejitvam v preskrbi je v obeh primerih malo sledila še večja draginja in najprej pomanjkanje osnovnega živila takratnega časa, moke, kruha, ki sta bila tudi prva racionirana. V prvi vojni sicer šele po 8 mesecih, v drugi pa že pred začetkom okupacije na naših tleh. Četrtič, v obeh vojnah je malo sledilo pomanjkanje tudi ostalih pomembnih živil. Petič, zaradi vsesplošnega pomanjkanja so dnevni obroki racioniranih živil v obeh primerih nezadržno padali. Šestič, nižanje življenjskega standarda in tonjenje v pomanjkanje in lakoto ter bolezen sta torej stalnica obeh vojn, ki jih, kar se tiče prizadetosti zaledja oziroma preskrbe civilistov s hrano, lahko označimo kot totalni. Sedmič, Ljubljana je v obeh vojnah ostala osamljena in prepuščena sami sebi in svoji iznajdljivosti, vendar je kljub temu osmič v obeh vojnah aktivno sodelovala pri uskrbovanju številnih beguncev, pri čemer jo je v prvi dodatno obremenjevala skrb za vojaštvo, v drugi pa je njen položaj dodatno povzročilo obžičenje. Če se na koncu navežem na Kraševčeve besede iz začetka referata, lahko potrdim, da se je vse povsod in ves čas prisotna misel na hrano v obeh vojnah jasno manifestirala v najpogostejših pogovorih Ljubljančanov o iskanju hrane, o pripravi hrane. In naj navedem le en zadnji citat. Kljub velikemu dogajanju v svetu bi se lahko reklo, da je poglavitna skrb Ljubljančanov uravnavana venomer v preskrbo z najvažnejšimi živilskimi potrebščinami. Okrog tega se sučajo vsi pogovori. Hvala.